Kia ora. Dobrodošli na zahodni obali južnega otoka Nove Zelandije. Mi bomo tale vlog začeli kar tako, že na destinaciji, na enem izmed ogledov, ker tole, kar vidite za nama, je čista prav ledenik. Ne moramo pa kuj pokvariti presenečenja pa razgledati, tako da pojmo najprej po poti do sem. V prejšnjem vlogu so vstopila na zahodno obalo Nove Zelandije, za kar so se mogla konkretno potruditi. Gazila so čez reke, plezala so čez prelaze in hladila bremze na najinem Bincotu po spustih v dolino. So nama malo žlajfi pregoreli na Bincotu. Spet. Samo zato, da so naletela na en kup enih oblakov. Ja, pihajo. Ja, oblaki so se ujeli v Alpe, zdaj pa ni lepega razgleda. In se cel čas otepala nadležnih peščenih muh. No dobro, pa lepi razgledi so naj tudi pričakali. Z izjemo močnega deževja so vse to klasične stvari, ki jih ponuja zahodna obala. Ampak brez skrbi, v tem vlogu bova še predobro izkusila, kako mokro je lahko na West Coastu. Ampak najprej malo ledenikov. Pohod do razgledne točke na Fox ledenik se začne pri parkirišču in te skozi zelo široko pohodno pot ves čas ob reki vodi proti cilju. Pot ni pretirano težka in je tako idealna za opazovanje vseh lepot zmirnega deževnega gozda. Te orjaške praproti so res ful velike, daj se pet postaviti zraven. Razgleda ka palma, no. Samo čuji, da je tako orjaška praprota. Pač to je crazy. Ej, se res gleda ka palma, ej. No pa ne mi pa še kdo reče, da to ni Jurassic Park tlele. Je. No, Sonč, legenda pravi, da so... Da to spet ena neumna zgodbica z bogovi. Kako so jedla? Nekaj zmeri. Ja, se je res vedel, v glavnem. Ne bomo o imenih, zaradi tega, ker teh njihovih bogov itak ne znaš izgovoriti sploh, ampak bila sta dva ljubimca in en je ful rad plezal, ta druga je bila pa bolj taka bedna, pa je tam bolj zdela. In on jo je skozi prepričeval, da gre z njemu plezati in pol je res enkrat jo fant prepričal, da gre z njemu plezati in valjda ji takrat spodrsne, pade, se ubije. In on je bil ful žalosten in je toliko jokal, da so nastale te velike reke. In ta njihov nebeški oče, ta glaven bog ali kakorkoli pa že, se ga je toliko usmilil, da jih je zamrznil in da je to zdaj njeno zadnjo pokopališče, ali kako bi temu rekel, resting place. No, v glavnem tako so nastala tej ledeniki tukaj v okolici. Se pravi, so te ledeniki v bistvu zmrznjene solze bogov. Ja. Hudo. A to pomeni, da če popiješ malo te reke... Rataš bog? Kaj taga? To je bilo ful cool. Ok, dajmo se ustaviti za sekundo. Zdaj sem midva šel dojela, zakaj tako široka cesta. V bistvu je bila včasih do ful gor speljana cesta, ker imaš vmes kar tako te odbojne ograje, pa mostove, pa gor dol, očitno to je to iz 80-ih for, ko si lahko posod prišel z avto. In zdaj tole malo bolj normalen zgleda, malo ožja taka peš pot, zdaj smo začeli boring. Začeli ta prav pohod. Evo, kira fora, včasih si se iz bivšega parkirišča spustil 2 minuti in si že bil po razgledni točki. Evo ga, ledenik Fox Glacier. Če greste na pohod po desni strani reke Fox, vas v bistvu to ne bo pripeljalo do samega ledenika, kajti vas bo ustavil tam stričko tukaj. Namreč tukaj so pogosti te hudourniki, ki nosijo skale, drevesa in je zelo nevaren prehod, tako da najboljš, kar boste videli, je v bistvu ledenik iz teh razglednih točk. Zdaj, midva se bova sam Fox Glacier prišparala za čez 2 meseca, ko pridete najina prijatelja sem, ko bomo šli pa po levi strani gor in prav na sam ledenik. Kaj dela Fox ledenik tu v bistvu tako poseben? Je en najbolj dostopnih ledenikov na svetu. Namreč njegovo ustje oziroma ta spoden del se nahaja samo 300 metrov nad morem, kar je v bistvu ful bliz. Ponavadi ledenike najdemo visoko gor, v gorah, ful moš plezati, dolgi pohodi, da prideš do njih. Ta je pa tako, kot bi ga malo vrgel tlele.
Druga stvar, ki ga dela posebenega, je pa to, da je poleg Franz Josefa, njegovega bratskega ledenika čez goro, edini ledenik na svetu, ki poteka oziroma gre skozi deževni gozd, ne tropski, pač ta temperate rainforest. Pa še ena posebnost, ledenik Fox je dobil ime po premjeru Nove Zelandije. In kar je največji fora, on je bil prvi turist tukaj in je pač ledenik poimenovan po njemu. Tako da to je pa tudi en uspeh v življenju. Pač niti odkrit ga ni rabo, sam prišel ga je obiskat. West Coast je izjemno nepredvidljiv glede vremena, saj večino časa dežuje. Kot sva že povedala v prejšnjem vlogu, sva vedela, da naj jo taka usoda čaka že naslednji dan. Zato je bilo treba v današnji dan stisniti čim več ogledov. Zato sva že drvela naprej proti ledeniku Franz Josef. Zdaj se pa edin spodob, da si pogledava še večjega brata izmed ledenikov, in sicer ledenik Franz Josef. Tukaj imate zelo luškano 30-minutno pot do ledenika. Je pa zelo zanimiv, da končno pač destinacijo, se pravi, kjer si lahko ledenik pogledaš, vsak dan spreminjajo glede na teren in pa pogoje, se pravi, glede na to, koliko je varen. In danes bova lahko ledenik videla iz 3 km daleč. Franz Josef ledenik očitno noče sodelovati z nami, glede na to, da se skriva za vso to meglo in vse. Zavil se je v meglo. Ja. Na tej točki bi bilo morda smiselno povedati, zakaj je zahodna obala tako deževna. Vlažen in topel zrak iz Avstralije se namreč zaleti v Južne Alpe, kjer se dvigne in ohladi, direktna posledica tega pa je dež. Orografske padavine pa to, če ste kaj poslušali pri geografiji. In če to pomeni ogromno dežja in oblakov na zahodni obali, pa je ravno to tudi razlog, zakaj centralni del, kot je na primer Otago, kjer so nabirala češnje, ostane tako suh in topel. Ampak ves ta dež ni nujno slaba stvar, saj omogoča res nore dogodivščine, kot je na primer vožnja s 4-kolesniki v džungli. Ampak zato bomo mogli počakati do naslednjega dne, da se majčkeno ulije. Ujemimo še malo sonca, dokler ga lahko. Ponč premalo so odpihnil tele oblake. Tle za mano bi mogel biti razgled na Mount Cook, najvišja gora Nove Zelandije. Pa je ni, kaj je za oblaki. Mislim, vse sva jo že videla iz druge strani Alp, ampak zdaj bi jo mogla videti pa še iz druge strani. Pa ni gore. Jaz sem mu izklopil mikrofon, tako da se mi ni slišal, kako se pritožila. Nisem jaz nič kriv. Ja, seveda skrivla, jaz sem dobro pihala, pa je kle sonce, ti pa kaj pihal, pa ni sonca. Zavedava se, da imava izredno srečo, da lahko Novo Zelandijo doživljava od tako blizu.
Prav tako nama je jasno, da verjetno veliko ljudi nikoli ne bo uspelo stopiti na ta prekrasen otok in videti, slišati, vohati ter občudovati vse to, kar midva trenutno lahko. Skozi sekvence, kot je bila ta, vam želiva vsaj malo približati esenco Nove Zelandije. Čeprav so to vrstne sekvence izredno zahtevne za produkcijo, pa upava, da se je vsaj nekdo dodobra sprostil in mu je lepota narave malo napolnila dušo. Odpravili smo se na krožen pohod okoli jezera Matthew, kjer naj bi videl razgled vseh razgledov. View of views pravijo. In malo sva srečko to v nesreči, ali kako bi človek rekel. Po eni strani imava sončno vreme, ampak po drugi strani bi se mogle za mano videti prečudovite Južne Alpe in pač to je res razgled vseh razgledov, ampak kot lahko vidite, Južne Alpe so zavite v oblake. No, če že nimamo prečudovitega razgleda, imamo pa tukaj slike, ki nakazujejo, koliko naj bi bil lep razgled. Ampak v maorščini pač Nova Zelandija pomeni dežela dolgega belega oblaka in lahko vidimo, zakaj. Ja, oblaki so se navlekli skupaj in nevihta, ki so jo obljubljali, je prišla že malenkost prej. To je pomenilo, da sva midva hitro pohitela v kamp, ki pa je bil res nekaj posebnega. Rainforest Retreat je tako kot že samo ime pove sredi deževnega gozda in je res zanimiv občutek spati na takem mestu. Parkirala sva Binkota in se šla malo razvajati. No, ni pa neke pretirane vročine klele, nekje okoli 15 stopinj imamo, tako da zdaj je ful fajn, da imamo tale luksuzen kamp tukaj, da se greva malo pogreti v hot tub. Ne vem pa, če si zdaj mislila, da boš v kopalkah po deževem gozdu hodila. Pač tam ni nič za odlož, tako da boš lepo iz kombija direkt peš v hot tub. Pa naj vides ne mara, zebenaja kapsa, sam pač ni druge opcije, moraš tak priti tukaj. Po tisti katastrofalni nevihti včeraj smo se mogli zateči v kamp, ampak danes imamo že spet sonce, tako da lahko naprej raziskujeva. No, ne vem, če je to glih raziskovanje, to je bolj adrenalinsko doživetje. Za poročno darilo sva dobila, da izkoristva eno adrenalinsko doživetje na Novi Zelandiji in izbrala sva si buggyje. Buggyji so ti kakor neki štirikolesniki, malo večji, kjer lahko sediš noter in so za raziskovanje kakšnih puščav ali pa deževnih gozdov. Tako da ja, furali se bomo po deževnem gozdu z okolico Franz Josef Ledenika. Po mojem bo čist noro, pa stresla te bom ven z buggyja. Nič me ne stresla ven z buggyja. Itak da te bomo. Pravijo pa te aktivnosti, the wetter the better, se pravi, bolj kaj je mokar, boljše, ker pač se špricaš, cel si blaten, tako da zdaj se naj oglejte, dok sva še lepa pa čista. Po moje edina stvar, ki jo lahko rečeš, samo tukaj poleg v postelji, a ne? Kar se blata in tega tiče, se niso hecala. Je pa fino, da ti v bistvu kar oni priskrbijo oblačila za to vrstne vragolije. Čez tole plastiko pa fiks nič ne bo prišlo. Nekaj varnostnih opozoril, malo tesne vožnje in že smo bili na poti do deževnega gozda. Ta se pa tako maja, kot Binko, lega. Tak je plan. In kako je? Ti buggy man. Ful je dober, ful smo široki s temi buggy in enkrat smo ga malo porajsali, ampak po mojem Malo se zaletela v eno palmo, drevo, neki. Ja, ker kvadi, ko so pač res oski, a ne, mi imamo pa malo problem. Ampak je ful dober.
Je pa ful dober, ker je bilo včeraj nenormalno veliko dežja in je vse razmočen. Pač to so prav potoki po cesti, pač po tej za kvade, tako da je noro doživetje. Pač mislim, da sva zbrala perfect timing. No, to je bil pa potem tudi počasi konec zabave. Res absolutno vredno vsakega centa. Hvala za ogled tega vloga. Če ti je bil všeč, nama pusti spodaj komentar in všečki ta video. Ne spreglej pa najinega naslednjega vloga, saj te bo popeljala v najin vsak dan življenja v kombiju. Veliko naj jo sprašujete na socialnih omrežjih o tem, zato sem se odločila, da te kar popeljava skozi najin cel dan. Naroči se na najin kanal, da tega ne zamudiš. Pač, kva se smejem, ne? Se pravi, tle sem postavil tripod, da sem snemal prejšnjo sekvenco. Ta kura. Zakaj si ti tako blizu? What? Ti bi raje ukradla, a ne? Se vidimo v naslednjem videu. Kakite, Ano!